Drage tovarišice in tovariši, začenjamo s prireditvijo v spomin na 80-letnico prve primorske pokrajinske konference Slovenske protifašistične ženske zveze. Prosim, pozdravimo praporščake, ki prihajajo v dvorano. Žive naj vsi narodi, ki krepe ne dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo, ne vrag, ne sosed bo mejak. Tovarišice delavke, spoštovano občinstvo. Zaradi obnove prostora, v katerem smo danes, je imela današnja prireditev več različnih datumov. Najprej smo želeli obeležiti 2. februar, v spomin na datum prve konference protifašistične ženske zveze na Primorskem, ki se je leta 1944 odvijala prav tu, na Štjaku. Takrat smo se zbrale ženske delegatke iz cele Primorske. Zato smo še posebej ponosni, da to tradicijo nadaljujemo danes, ko lahko v našem občinstvu pozdravimo številne tovarišice in tovariše iz cele Primorske, pa tudi širše iz cele Slovenije in celo iz zamejstva. In v izredno čast nam je, da je z nami tudi udeleženka takratne konference, tovarišica Lidija Hrlik. Hvala, tovarišica Lidija, da ste z nami. Tovarišica Lidija je bila takrat stara 14 let in je na Štjak prišla s svojo sestro iz Ravna. Drugi naš predvideni datum za tole proslavo pa je bil 9. marec, torej dan za 8. marcem, mednarodnim dnevom žensk. Zaradi obeh teh dogodkov je ta proslava postala in ostala v simbolu ženske. Zato sem si v uvodni misli v današnjo proslavo dovolila sposoditi od Aleksandre Kollontaj, pomembne komunistke in aktivistke za pravice žensk, prve ženske diplomatke v sodobni zgodovini. In sicer iz njenega govora ženskim delavkam iz leta 1920 na drugi komunistični internacionali v Moskvi. Kot boste videli, so njene besede še kako aktualne tudi za današnje dni.
Osvobodilna fronta je osvobodila ženske. Zdaj ima kmečka ženska enake pravice kot kmečki delavec. Ženska delavka ima enake pravice kot moški delavec. Ženska lahko glasuje povsod in postane članica občinskega sveta, tako kot naše občinske svetnice, ki so danes prisotne. Ženska lahko postane podžupanja, kot naša Vanja Jelen, podžupanja občine Sežana. Ženska lahko postane županja. Ženska lahko preživi taborišče in postane zaslužna profesorica, dr. Maca Jogan. Ženska lahko pri nas postane poslanka, tako kot naša edina kraška poslanka Andreja Živic. Ženska pa lahko postane tudi ministrica, tako kot dr. Ljubica Jelušič, nekdanja ministrica za obrambo. Ženska pa lahko postane tudi predsednica države, tako kot dr. Nataša Pirc. In ni tukaj, če so slučajno mislili, da bo prišla zadaj. Ženska lahko vodi tudi društva na lokalni ravni, tako kot naša Neva Filipčič, ki je podpredsednica društva Dobrnič in predsednica društva upokojencev Sežana. Ali pa Živa Vidmar, ki je tudi podpredsednica društva Dobrnič. Lahko pa so ženske tudi predsednice društev na ravni cele države, tako kot naša današnja slavnostna govornica dr. Vera Klopčič, predsednica društva Dobrnič. Vendar pa, čeprav je ženska svobodna in ima po zakonu enake pravice kot moški, življenje še ni osvobodilo ženske. Delavka in kmečka ženska sta še vedno ujeti v gospodinstvu, še vedno sta sužnji na svoji lastni zemlji. Naloga delavskega razreda je, da prilagodi življenje tako, da razbremeni ženske skrbi za otroke in da naredi gospodinstvo lažje. Zato, ker v družbi morata biti moški in ženska enaka. Brez enakosti med ženskami in moškimi ni družbe. Zato pojdite na delo, tovarišice delavke. Osvobodite se, gradite vrtce, porodnišnice, gradite šole, pomagajte pri gradnji novega srečnega življenja. Vaše mesto je med tistimi, ki se borijo za emancipacijo, za enakost, za svobodo, za srečo svojih otrok. Vaše mesto, delavke in kmečke ženske, je pod rdečo revolucionarno zastavo. Tako je leta 1920 govorila Aleksandra Kollontaj. Vaše mesto, drage ženske, pa je danes tu, v Štjaku. In tudi vaše mesto je tu, dragi tovariši. Vaše mesto je v boku ženske. Vi ste njen podpornik, njen zaupnik in njen sopotnik. Upam, da boste vsaj danes sprejeli, da vas pozdravljam na drugem mestu. Med nami pozdravljam našega prvega moža občine Sežana, gospoda Andreja Silo. Pozdravljam tudi vsi občinski svetniki. Pozdravljam tovariš Bojan Pahor, predsednik občinskega združenja za vrednotenje gospodarstva. Pozdravljam predstavnike vseh veteranskih in domoljubnih organizacij, kot so društvo Tiger in predsednike sosednjih krajevnih skupnosti. Moramo pa priznati, da so šolo v Štjaku obnovili predvsem moški. Ampak to obnovo je vse skozi nadzorovala Jana Družina, predsednica krajevne skupnosti Štjak, ki jo sedaj vabim, da pozdravi vse zbrane. Malo se moram nategniti, oziroma sem premajhna. Prav lepo vse pozdravljam v imenu vseh krajanov krajevne skupnosti Štjak, vseh vaščanov, vseh tistih, ki so z občudovanjem gledali, da je po dolgih letih v naše kraje prišla ena taka velika obnova, kot je danes v tej šoli.
Upamo, da bo nadaljevanje te poti takšno, kot je bil današnji začetek. Vse ostale pa, kljub temu, da so prostori malo temačni, izgledajo malo bolj neurejeni, ampak v partizanskih časih je bilo verjetno še slabše. Tako da smo se vseeno potrudili v takšnem duhu pripraviti to prireditev, čeprav tako kot je rekla, in smo se trudili od februarja do danes, da je zadeva izpeljana tako, kot je treba. Želim vsem, da se na našem koncu imate lepo in da uživate v prečudovitem razgledu in v čudoviti pokrajini in lepem sončnem dnevu. Hvala, Marko. Vidite, je dobro imeti moške. Hvala, tovarišica Jana. Hvala za vaše gostoljubje danes in smo veseli, da smo vseeno v tako lepih prostorih. Prej sem rekla, da se mora moški postaviti ob bok ženski. To pa včasih pomeni, da mora stopiti korak nazaj, da ji poda roko in da jo zavihti na višjo stopnico poleg sebe. To je njegova dolžnost. Prosim, da to svojo dolžnost danes opravi župan občine Sežana Andrej Sila. Lep pozdrav. Sicer nisem razumel, koga bi zavihtel še malo više. Jaz tam nimam res nobenih problemov in tudi to, da smo danes moški v drugem planu, meni je celo bolj pašeno, ni treba, da smo zmerom čisto to prvi. Seveda, najprej bi rad pozdravil vse tovarišice in tovariše, vse drage domačinke in domačine, cenjeni gostje in pa goste, pa bom tudi jaz izpostavil, ker se mi zdi res danes vredno dati ženskam, bom rekel, višji nivo, kot je Julija prej rekla. Najprej bi res iskreno rad pozdravil gospod Lidijo Hrib. Lani sva diskutirala kar nekaj časa, pa verjamem, da bova danes še naprej. Sam proslavo bomo dali skozi, pa bova si povzela malo časa. Seveda, lep pozdrav tudi gospod dr. Veri Klopčič, spoštovani poslanki Andrej Živic, gospod dr. Maci Jogan, in pa jaz ne moram postaviti, kot je rekla Julija, sebi v bok tudi svojo podžupanjo, gospod Vanjo Jeden. Meni je res veliko čast, da smo se danes zbrali tukaj ob praznovanju 80. obletnice prve primorske pokrajinske konference Slovenske protifašistične ženske zveze. Zato toplo pozdravljam prav vsakega od vas, ki ste se udeležili te spominske slovesnosti. Mogoče bi se na začetku še enkrat rad zahvalil vsem, ki ste prispevali k organizaciji tega dogodka in seveda tudi hvala za povabilo, da lahko danes delim nekaj misli ob tej posebni priložnosti. Danes smo tu združeni kot spoštljivi privrženci protifašističnega gibanja, tako v preteklosti, kot verjamem, da lahko tudi v sedanjosti. Prav tako pa nas združuje močno spoštovanje do žensk in zavezanost v zagotavljanju njihovega enakopravnega položaja in spoštovanja v družbi. Čeprav se zavedam, da so razmere še vedno daleč od idealnih, z veseljem opažam premike v pravo smer. Veselim se vedno večjega zavedanja družbe, da imajo ženske v današnjem svetu izjemno moč, ki izhaja iz njihovega značilnega občutja sočutja, vztrajnosti in tudi modrosti. Njihova vloga je ključna pri oblikovanju družbe, saj prinašajo različne perspektive, ki bogatijo naše skupnosti in organizacije. Enakopravna obravnava žensk je ključna za razvoj družbe, saj le ta omogoča polno izražanje njihovega potenciala ter zagotavlja bolj uravnotežene odločitve in tudi politike. V naši lokalni skupnosti se zavedamo pomembnosti vključevanja žensk v odločanje in njihovega prispevka k razvoju. S stalnim prizadevanjem za enakopravno obravnavo ter spodbujanjem njihovega aktivnega sodelovanja smo ustvarili okolje, ker se njihov glas enakovredno sliši in enakopravno upošteva.
S tem smo ustvarili temelje za bolj dosledno in pravično skupnost, kjer se vsak posameznik, ne glede na spol, počuti spoštovanega in vključenega. Kljub pomembnim pozitivnim spremembam pa vem, da enako še zdaleč nismo dosegli. Strhljive so novice in posnetki iz različnih koncev sveta, ki pričajo ne le o nespoštovanju, ampak tudi o grozodejstvih, ki se dogajajo nad ženskami. Samo zato, ker so ženske. Mislim, da mora preprečevanju kakršnih koli neenakosti prispevati vsak po svojih zmožnostih in vsak na svoj način. Zato vam obljubljam, da si bom tudi v prihodnje prizadeval za enakost spolov in opolnomočenje žensk. Verjamem, da lahko s sodelovanjem in prizadevanjem vseh generacij skupaj prispevamo k enakosti v pravicah in možnostih obeh spolov. Naj bo današnja slovesnost, ki združuje različna obdobja in generacije, nov mejnik na tej poti. Opogumljeni s poročilom zgodovine, postanimo del sprememb v svojem okolju in združimo moči za skupno dobro. Prispevek k skupnemu dobru pa zagotovo pomeni tudi rekonstrukcija šole na Štjaku, zato današnja slovesnost na nek način pomeni tudi skorajšen zaključek te celostne obnove. Verjamem, da ste bili domačini naveličeni obljub, zato smo se rekonstrukcije na občini Sežana lotili z veliko zavzetostjo. In na koncu, tako kot sem lani rekel, lahko danes rečem, izpolnili smo dano besedo in veselim se tega še posebej naredili še nekaj več. Veseli me, da smo ne le obnovili streho, pač pa bo po zaključku del urejena tudi fasada tega markantnega objekta. In sam osebno sem prepričan, da bo domačinom obnova dala novega zagona in boste lahko uresničili vse tiste načrte in ideje, ki jih zaradi težav s streho doslej niste mogli. Želim vam dobrega počutja in veliko aktivnosti v tej obnovljeni stavbi. Hvala vsem za vaš prispevek in podporo in tako povečkrat rečem, skupaj smo močnejši in lahko dosežemo velike spremembe. Lep dan vsem in hvala. Prisrčna hvala, gospod župan, za vaše besede in hvala tudi za vsa prizadevanja, da se ta šola obnovi in da odpre vrata za današnje slavje. Res veliko nam pomeni, da ste nam to uredili. Pevska glasbena kultura je bila nekoč značilnost skoraj vsakega mesta in večje vasi na Primorskem. Pesem je povezovala ljudi v dobrem in v slabem. Skozi celotno obdobje fašistične nadvlade so naši predniki ohranjali slovensko besedo v družinah prav s pesmijo. Moški pevski zbor Tabor Lokov pod vodstvom dirigenta Vladislava Korošca je v svojem repertoarju ohranil veliko ljudskih in borbenih pesmi. Med njimi tudi pesmi, ki so hrabrile ne le Primorce, ko so skrivaj v zastrtih domovih prepevali, temveč tudi partizane, ki so neštetokrat jurišali na okupatorje s pesmijo na ustih. Prisrčno pozdravljeni med nami, spoštovani pevci moškega pevskega zbora Lokov. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skozi vas? Kdo pa so ti mladi fantje, in tak žali obraz? To so mladi partizani neubogljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške imajo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali ni jih prav nič strah? To so mlade partizanke, slušale
mlade, partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je to naša vojska, ki zapela je skoz vas? Kakšna je to mlada vojska, druga vsak od prejšnji čas? To je prava naša vojska, to je silna naša moč, to je vojska partizanska, jutro znani nam pojoč. Zaplovi pesem borbi zmage preko gma in gora, zaplovi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej. Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta, dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj, naprej. Pa se vrnimo v zgodovino in na področje pravic žensk, ki so hkrati tudi človekove pravice. Dr. Vera Klopčič je že svojo odlično diplomo na Pravni fakulteti v Ljubljani dokazala, da je raziskovalka in zagovornica človekovih pravic. V svojih številnih knjigah in člankih se je ukvarjala s pravicami narodnih skupnosti, še posebej obširno je preučevala romsko problematiko. Tudi za današnji slavnostni nagovor se je pripravila kot prava raziskovalka. Se je zbrala veliko še neznanih virov o Štajerski ženski konferenci. Dr. Klopčič je predsednica društva Dobrnič, ki se bori za ohranjanje vrednot ženskega odpora okupatorju, ter tudi za večjo vlogo sodobnih žensk v politiki. V veliko čast nam je, da jo lahko povabimo k slavnostnem nagovoru. Doktorica Vera Klopčič, izvolite. Prisrčno pozdravljeni
Zelo sem počaščena, da lahko spregovorim o tako pomembnem dogodku, kot je 80. obletnica konference na Štjaku. In bi v začetku povedala nekaj besed o društvu Dobrnič, ki je soorganizator tega dogodka skupaj s krajevno skupnostjo Štjak in občino Sežana. Najbolj bi pa seveda pozdravila delegatko. Se mi zdi, da smo vsi počaščeni, da ste z nami. Vsi drugi tudi lepo pozdravljeni, seveda hvala, da ste prišli, ampak glede na našo zgodovino se mi zdi, da ste res najbolj zaslužni, da ste ustvarili ta temelj za žensko enakopravnost, za te pravice, ki jih danes uživamo. Za nekatere se bo pa treba še zboriti. Zdaj, jaz sem pripravila to predstavitev, ki pa je recimo v tem delu, ki se nanaša na, bom mogoče malo bolj prosto povedala, najbolj bistveno v moji prezentaciji pa je to, kot je bilo že omenjeno, jaz sem raziskovalka in začela sem zbirati gradivo o konferenci v Štjaku in sem dobila gradivo od Pokrajinskega arhiva v Kopru, Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici in iz Goriškega muzeja, kjer sem dobila tudi 6 avtentičnih fotografij. Kajti leta 1986 je bila v Novi Gorici razstava o Zori Lupena Katji, ki je bila glavna takrat organizatorica tega kongresa na Štjaku. In moja želja je bila, zato sva tudi z Natalijo to urejale, ta tehnični del, da vam lahko prikažem te fotografije, tako kot mi jih je poslal Davor Kernel iz Goriškega muzeja, on je muzejski svetovalec, jaz sem ga zaprosila tudi, da bi danes prišel in mi je te fotografije poslal in nam jih je dovolil objaviti na tej proslavi. Dobila sem tudi gradivo iz Pokrajinskega arhiva v Kopru in zelo dragoceno gradivo, to bom vam pustila tukaj. Cel časopis Slovenka, takrat v letu 1944, je posvečen konferenci na Štjaku. To se pravi, da je to avtentično gradivo, ki so mi ga posredovali iz arhiva v Novi Gorici. Jaz vam bom tudi dala v kroženje, potem pa bom kolegicam tukaj v Štjaku pustila. Iz Kopra pa sem dobila tudi zapis, ki je bil pripravljen za radio v Trstu in dovolite, da vam preberem, kaj so takrat zapisali v letu 1940 konferenci. Vselej smo se z konference vračale polne volje in poguma. To je avtentično gradivo, to bom tudi vam pustila tukaj za arhiv. Vselej smo se z konference vračale polne volje in poguma, odločene vložiti vse svoje sile za to, da čim prej dosežemo tiste cilje, za katere so naši narodi spomladi 1941 stopili v borbo in da se končno združimo z ostalimi brati, tudi mi Primorci, katere nam je 25 let ločila neopravičena meja. Zdaj pa poslušajte ta stavek. Prepričana sem, da ni tovarišice, ki se je udeležila prve pokrajinske konference Slovenske protifašistične ženske zveze na Štjaku v februarju 1944, da ne bi nosila spomina na ta dogodek kot dragocen zaklad prav na dnu svojega srca. A ni lepo, no? In to so pač te besede, ki nas zavezujejo, da ohranjamo spomin na te dogodke. In kot sem že omenila, Društvo Dobrnič je edina ženska veteranska organizacija, skrbi za ohranjanje izročila ženskega gibanja, pa tudi za uveljavljanje žensk v javnem življenju, za raziskovanje. In kot je bilo že omenjeno, Neva Filipčič je naša podpredsednica, Ljubica Jerešič tudi,
članica upravnega odbora in zdaj bom izkoristila to priložnost, da se vsem organizatorjem zahvalim za to organizacijo proslave, Nevi, Ljubici, posebej pa še moram povedati županu, da ne bodo moški tukaj zapostavljeni, in vsem v krajevni skupnosti, da ste združili moči, da ste omogočili, da se pripravi ta proslava, in seveda tudi Nataliji Jež Lipanje, ki mi je pomagala, da sva tehnično uredili tole prezentacijo. Ta del, ki se nanaša na fotografije, je najbolj pomemben. To so povedala, da je Društvo Dobrnič edina veteranska organizacija in v spomin na prvi kongres, ki je bil v Dobrniču v oktobru 1943, je v kraju Dobrnič v tisti dvorani, kjer je potekal kongres, spominska soba, kjer je ohranjeno gradivo in ga je uredil muzej novejše zgodovine. In moja želja je, v tem mojem nagovoru bi rada poudarila, da bi skupaj zbrali tudi to gradivo o Štjaku. V obsežni publikaciji Ženska v narodno-osvobodilni borbi je 50 strani gradiva o Štjaku. To gradivo, ki sem ga pa zbrala, ki so mi ga poslali, je en del gradiva. Dobila sem pa tudi napotek, da imajo posebne fonde, ki se nanašajo na gradivo Ajdovščina, Tolmin, čez Soča, Renče in Nova Gorica, kjer bi bilo treba to gradivo preučiti in seveda zložiti, in tudi tukaj se mi zdi, da bi lahko potem eno primerno razstavo pripravili za drugo leto. Mislim, da bi to lahko bil en motiv, da se ohrani to avtentično gradivo. Vam bom zdaj dala v kroženje, boste videli, na kakšen način so dejansko res spregovorili o tem kongresu. Zato je proslava pomembna in pomembno je, da ohranjamo spomin na te pogumne ženske, ki so utrle pot za ženske pravice, ki jih danes uživamo, ne glede na politično pripadnost ali regionalno pripadnost, ampak se mi zdi, da in vse generacije, in se mi zdi, da se je treba zavedati, da te pravice niso samoumevne in da so morale mlade ženske pred 80 leti vložiti veliko energije, veliko željo, z veliko željo za boj proti okupatorju, posebej tukaj na Primorskem, za ohranjanje slovenskega jezika, slovenske identitete. In iz teh fotografij, ki jih bomo zdaj pogledali, se vidi, kakšno je bilo to vzdušje. Zdaj pa, če lahko, Natalija, mi dve kar greva na fotografije. Zdaj pa, to je stavba v Štjaku, kjer je bil sedež pokrajinskega odbora mladine. To je zdaj za Štjaka, ki je bivša trgovina. To je pa tam, kjer je ta vlak, da so smeri zakazle, da se vračali nazaj. Jaz mislim, da je še zmeraj prav enako. Ja, jasno, spodaj so napisi. Aha, vsi se slabo vidi, ne? Če lahko samo toliko, da se bo napis, evo. To se pravi, da tukaj je bila Zveza mladine in POZŠ. Pa gremo naprej, ko bo se pa vidno. No, meni je poslal ta muzejski svetovalec te fotografije. On se je opravičeval, da je kvaliteta slaba. Sem rekla, vseeno, važno je, da se vidi, da se to ohrani in vi boste znali tudi potem prepoznati tudi te stavbe. To je oblastni komitej za Primorsko, vidimo, da so to vse mladi ljudje. No, to
To je konferenca Nadine Naštjakov. Poglejte, koliko mladih ljudi je bilo pripravljeno sodelovati v tem boju proti okupatorju za socialno pravičnost. To je, vse pravim, jaz sem se temu muzejskemu svetovalcu res zahvalila za to, ampak to je sporočilo, da se niso uklonili konformizmu, udobju, ampak da so bili pripravljeni nekaj narediti. No, to je bila konferenca Zveze mladine leta 1944. Greva lahko naprej. To so udeleženci mladinske konference. Zdaj je pa Mladina Štjaka darovala zastavo drugemu bataljonu druge brigade VDV v aprilu 1945. Ampak te fotografije se mi zdijo res dragocene in si želim, da bi tudi v tem drugem gradivu, s katerim razpolagajo pokrajinski arhivi in muzeji, da bi na ta način res predstavili to izjemno dejanje. To je Zora Rupena Katja, ona je bila organizatorica in kot je zapisala Silva Jereb, duša te. Tudi to, kar sem prebrala iz tega zapisa, je Katja napisala. In to je še tudi njena slika. Spominjam se tudi napisov Primorska je nikoli, v časopisu Primorska je nikoli ni pozabila in tudi njenih zapisov osebnih, ko je govorila, kako je občudovala Primorke, kako so hrabre in kako so skozi pesem negovale slovenski jezik in identiteto. Zdaj pa greva že spet na besedni del, ne, Mava. To je zdaj, to lahko greva čez. In da to misel sem hotela povedati, da takrat, ko spoznamo svojo zgodovino, ko spoznamo ta pomembna in pogumna dejanja, to je temelj za delovanje tudi v sedanjosti. Kar peva? In da je pravice žensk so pogosto se omenjajo v slabšalnem kontekstu, ker se pozablja, da je ne tako daleč 80 let nazaj, da so se morale, pa še 100 let nazaj, da so se morale ženske izboriti za pravico svoje, da imajo svojo besedo, da imamo svojo besedo v javnem življenju. Da to ni samoumevno, da so morale v to vložiti in kot smo videli, to so bili mladi ljudje, ki so se odrekli udobja zato, da so nekaj storili za socialno pravičnost, za boljše življenje vseh. Zato se res zahvaljam vsem soorganizatorjem za ta dogodek, vsem, ki ste prišli na to proslavo in si želim, da bi se dejansko res lahko skupaj potem tudi po koncu tega formalnega dela pogovorili o dosežkih konference. Jaz vam bom zdaj posredovala ta časopis Slovenka, ki ga bom potem tudi pustila po Štjaku, da boste videli, kaj je bilo zapisano. In zdaj pa najbolj pomembno se mi zdi pa to, kar bi rada prebrala, tako kot je zapisano. Če bova prišle tist, ki je Silva Jereb rekla, da boste lahko, evo ga. Pravi, prepričana sem, da je bila Slovenska protifašistična ženska zveza v začetku leta 1944 najbolj delovna in borbena v vsej Sloveniji. Duša vsega je bila Zora Rupena Katja. Slovenska protifašistična zveza na Primorskem je bila pobudnica in organizatorica več slovenskih partizanskih šol. Zdaj pa poslušajte ta stavek, na katerega sem pa najbolj ponosna. In pravi tako.
je pa vodstvo OF očitalo Primorski slovenski protifašistični ženski zvezi, da se je preveč osamosvojila od OF in drugih organizacij. In ravno ta svobodomiselnost, ta pogum teh mladih žensk, ki smo jih lahko videli na sliki, ravno to je tisto, ki nas spodbuja, da svobodomiselno pogledamo na ta humanistična izročila in da to pot nadaljujemo. In res, to je tudi v tisti knjigi, ki sem jo omenjala, tisti veliki knjigi Slovenka v narodno-osvobodilnem boju omenjeno, da so bile pripombe, da so preveč, ni bilo napisano sicer svobodomiselne, ampak da so se preveč osamosvojile. In upam, da bomo šli vsi skupaj po tej poti naprej. Hvala. Iskrena hvala za vaš poglobljen in zanimiv nastop, dr. Vera Klopčič. Najlepša hvala za ta gradiva, z ponosom jih bomo ohranili in pozdravljam to pobudo, da bi tukaj imeli tudi razstavo v naslednjem letu in močno upam, da nam rata skupaj. Pokojna glasbena ikona Rita Franklin je nekoč dejala: glasba lahko naredi veliko stvari za veliko ljudi. Je kot nekakšno prevozno sredstvo. Lahko te popelje nazaj, leta nazaj, do natančnega trenutka, ko so se nekatere stvari zgodile. Glasba te povzdigne, spodbuja in krepi. Zato mi je zdaj posebno veselje, da med nami pozdravimo Marjetko Popovski iz Izole, s pevkami Cvet v laseh, ter harmonikarjeva Miranom Pečenikom in Markom Petelinom, ter recitatorjem Igorjem Rojcem, z recitalom Pogumne in hrabre Primorke. Številne borčevske proslave širom Slovenije in tudi v tujini so v Marjetkini pesmi in gitari polne zanosa, optimizma in upornosti. Prosim jo, da nas svojim nastopom popelje nazaj, leta nazaj, do nekega trenutka, ko so se nekatere stvari zgodile, in da nas povzdigne, spodbudi in okrepi. Marjetka Popovska, Najprej lep pozdrav, drage tovarišice, tovariši, prijatelji. En lep pozdrav v našem imenu, naše skupine in seveda iskrene čestitke ob 8. obletnici ustanovitve Protifašistične zveze primorskih žena. Za to priložnost smo pripravili, jaz pravim, kar krasen program, kajti to so živo zapisani spomini, ki jih bomo prepletali seveda z borbeno partizansko pesmijo in recitalom in vam želim prijetno vzdušje. Bilo je leta 1941. Izseljeni smo bili kot begunci v Italijo, v Montecatini. Mama je vsem kuram sekala glave, da so krvave tekale po dvorišču. Bilo je vse rdeče. Potem jih je skuhala, da smo imeli hrano za na pot.
Šli smo peš 7 kilometrov iz Ruta, iz mojega kraja, majhne primorske vasice na Tolminskem, peš na Grahovo, na železniško postajo. Bilo mi je 6 let. Majhna deklica sem bila. Odpeljali so nas. Naša teta Olga je bila aktivistka v Baški grapi. Večkrat je bilo treba nositi partizansko pošto v sosednje vasi. Šimnova Ančka in jaz sta bili njeni desni roki in so prenašali pošto. Zelo pogosto, tudi v slabem vremenu. Bosi, le prstke na nogah sta si povezali. Sneg je rezal najine otroške podplate. Bili pa sva zelo previdni. Če zagledate čelade, hitro skrite torbo v grme, so nam dejali. Bili sva v strahu. A bili sva pogumni in ponosni, da zmoreva, da lahko. Ja, bili sva pogumni in hrabri deklici. Imeli sva 8 let. In šivali sva rdeče zvezde na kape partizanov. Thank you.
V našo šolo je prišla italijanska učiteljica. Iz Sicilije je bila. Njeno vzgojno sredstvo je bila palica in sramotilna kazen. Slovensko nismo smeli govoriti. Na tla mi je padel svinčnik, pobrala sem ga. Ko zafaj, mi je grobo dejala. Sem pobrala plajvis, svinčnik, sem tiho odgovorila in dobila kazen. Na tablo sem morala neštetokrat napisati io sono l'asino, kar je pomenilo jaz sem osel. In dala me klečati na grobo sol in ajdo. Doma po hiši pa smo skrivali ranjene partizane.
da smo doma imeli vedno slovenske knjige, na skrito seveda, Gregorčiča, Bevka, Kajuha. Naš tata je bil v organizaciji Tiger, ki je v vasi ustanovil Simon Kos. On je bil iz naše vasi, iz Ruta. Njega so na drugem tržaškem procesu obsodili na smrt in ga ustrelili. Naš tata je tudi nosil slovenske knjige. Brali smo jih na skrivaj in tiho prepevali partizanske in slovenske narodne pesmi. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli ne solza in ne grobov. Branili smo zemljo, našo, domačo. Branili naših ljudi govorico. Branili naših polj zlato pšenico. Branili smo polja, branili gozdove, branili mesta in vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Naj večno vam sije to zlato sonce svobode, naj nikdar vam sreče tujec ne temni. Če kdaj vas bo kdo skušal ukovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi. Kaj pomeni roža rdeča, kaj pomeni rožna red, roža rdeča je ljubezen, rožna je zasloven. Tudi druga aktivistka v Rutu, Lešenkajeva Anka, je večkrat prišla k nam, naj nesemo pošto v Stržišče. Spominjam se, kako je bilo tisti dan glasno streljanje oddaleč. Odmevalo je med našimi primorskimi hribi in dolinami. Takrat so v Cerknem, v Brcih, Nemci napadli partizansko šolo. Bili so ustreljeni udeleženci te šole. Med njimi je bil ubit tudi bratranec
moje mame. Primorske žene in dekleta so v Rutu, v mlekarni, v velikih kotlih kuhale za partizane. Ob ognju so se greli in sušili svoje premočene obleke. Otroci pa smo s kamni tolkli po ušeh, ki so lezle od vse povsod. In partizani so nam medtem govorili o svobodi, ki bo kmalu zasijala. In se bomo lahko brez skrbi in strahu igrali in tekali po travniku. In bomo hodili v naše slovenske šole. In svobodno govorili naš lep slovenski jezik in peli naše lepe slovenske pesmi.
Ljubka Šorli je zapisala svoj čas eno zelo primerno pesem. Pesem nosi naslov Poromaj spomin. Poromaj spomin desetletja nazaj in znova oživi vsak prostor, vsak kraj, kjer naši ljudje so pod bičem trpeli, kjer padali so pod morilnimi streli. Ne vem, vprašaš, zakaj? Odgovor preprost je in vsakomur umil. Naš človek se je za svobodo boril. Da narodu jezik in čast bi ohranil, je v ogenj smehljajem na ustnicah planil. Še vprašaš, zakaj? O ne, ne. Saj od deda do sina in vnuka gre glas. Teptani naš rod je zavrgel poraz. Za zmago trpel je, za zmago umiral, s krvjo si je vrata v svobodo odpiral. Poromaj spomin desetletja nazaj, zazri se v rešitvene zarje sijaj, da suženstva noč bo z obzorja pregnala. Primorska najboljše sinove je dala. A vojne še ni bilo konec. Naše vaške poti so Italijani zaprli z bodečo žico. Mamo in mnoge so odpeljali v Trst, v zapor, nato naprej v Italijo. Hudo je bilo. Jokala sem in jokali smo. Italija kapitulira. In mama se je vračala nazaj. Hodili so peš skozi gozdove in po tajnih vezeh prišli nazaj na Primorsko, na Tolminsko. Mlada partizanka pa jo je v spremstvu drugih vodila proti domu. Med potjo pa, glej ga, ti si! Srečala je svojega dragega brata, partizana. Veselje je bilo nepopisno. In mama je prišla domov. Bila je shujšana, shirana, utrujena. Njene oči so bile polne bolečine in trpljenja. Obleka je visela na njej. To ni moja mama, to ni moja mama. Sem na glas jokala in moje sestre in bratje tudi. Šli smo daleč, daleč od nje. Naša mama je bila drugačna. A šele naslednji dan. Res je, naša mati je, naša mati. Stisnila sem se k njej, jokala in kričala, ker sem spet v njenem objemu. Nisem je več izpustila, držala sem jo za roke, za krilo, kajti bila je moja mama. Iz žepa je potegnila prstane, narejene iz breskovih koščic. Sama jih je naredila v zaporu, iz ljubezni do nas otrok. In vsakemu dala po enega, tudi meni. Spoštovane tovarišice in tovariši, danes je nedelja, danes se piše 14. april in danes v teh dneh mineva prav obletnica, odkar se je zavedno poslovil spoštovani profesor Bojan Podgoršek, ki je tudi tukaj delal, živel, služboval. Zajeten svoj opus je podal tudi v obdobju narodno-osvobodilne borbe. Njemu častni spomin za njegovo delo bom eno pesmi iz tega repertoarja predstavil. Stoji v Asiji skromna domačija, iz dimnika se vije dim v višave, okoli voglov hladen piš zavija, razlega v daljavi se večerni ave. Ko davno ura polnoč že odbije, ženica v izbi še bedi in čuje, z dlanmi nad mizo si obraz prekrije in misel njena daleč proč potuje. Povzpne se v črni gost, tam na strmi gori, ki novi dom junakom je postala. Tu je njen mož, tu so njeni sinovi, kakor tudi bori. Tu je odločnost trdna, kakor skala.
in z vetrom tihim to jim zašepeče. Kako sem srečna, da vas vidim žive, zdrave, za boj pripravljene in vse goreče, kot borce in ne le kot kmete z njive. Moji ljubi fantje, ne morete si niti predstavljati za to, kako lepo in drugače je bilo pred leti. Garam, kakor z 10 rokami, da borni kmečki dom nam ne propade. S telesom daleč, v srcu pa vedno z vami, ko stopam te v neobdelane ograde. Vendar pa ne kane solzami iz očesa in vse potrpi se, prav vse za visoke cilje. Čeprav tišči nas v prsih tisti strup slovesa, doma vas čaka toplina moje okrilje. In tako kot svit jutranji skozi okno sine, ženica hitro nekaj použije. V srce zaklene tople si spomine, ko je na poti na svojem polju iz kmetije. Noč je zbežala že z gora, z gozdov je pesem stajala, magda je odgrnila breg in skrite ognje v varstvu smrek, po kočah rehah in vrteh, utrip je isti v srcih vseh in sončence je vzgajalo, prijalce je pozdravljalo, predstavi se za dušno noč, svobode dušam gre pomoč, zapojte in zaviskajte, spejočna vejica cvete, zapojte in zaviskajte, spejočna vejica cvete. Svoboda. Svoboda je ptica, je kako resnica daleč leti. Svoboda je v zraku, na vsakem koraku v meni živi. Svoboda je moja, svoboda je tvoja, vsak jo ima. In svoboden je človek, ki svobode nikoli ne da. Hladno jutro, hiti oblaki, bela čau, čau, se bližje strel. Povsod vojaki, mi hitimo v zadnji boj. Gre za svobodo, za resnico. Bella ciao, za boljše čase in za pravico. Smo stopili v mrtvi stroj, peljunaki, partizani. Bella ciao,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, anche pranzo la noce, consumi sol, stanno in attesa, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 cosa fa te, a te, compagnia bella, cosa fa te, a te, una che brilla fuori, kako sotore, ti širne trate, koda je prišla pomlad. Cvetire jablane i hruške, stale so medvice iznad rek. Prišla je na strmine Katjuša, prišla na visoki strmi in zapela pesem čez poljane, o sokolu širnih je majav. In na njem, ki ljubi ga vdano, ki pismo rodno je poznal. In na njem, ki ljubi ga vdano, ki pismo rodno je poznal. In ko nam je zasijala pomlad in svoboda, je bilo v vasi veselo. Naredili smo slavoloke in napisali nanj: živela OF, živela svoboda, živela naša pomlad. Stric Klaus je s partizani prikorakal v vas in igral je na harmoniko in vsi so prepevali: na juriš, hej brigade. Tudi mi smo prepevali zraven, saj smo znali skoraj vse partizanske pesmi. Mama ga je tako veselo objela, a hkrati zajokala in žalostno dejala: Jožeta in Toneta pa ni. Micka, življenje ste dala za svobodo. Še danes slišim, ko stric Klaus
veselo igra harmoniko in prepeva. In mi vsi z njim. Hvala vam. Spoštovane in spoštovani, te neprecenljive spomine, ki sem jih prebrala, medtem ko smo prepevali partizanske pesmi, je zapisala zavedna Primorka, kasneje vzgojiteljica iz Baške grape, iz prav te majhne vasice Rud. Njeno ime je Zofija Kusterle. Zofija Kusterle pa je moja draga mama. Hvala. Ponosna sem na njo, rada jo imam. Bila je in je še vedno del zavednega in pogumnega življenja naših Primork, ki so bile del narodno-osvobodilne borbe. Pisali so zgodovino, ki je ne smemo nikoli pozabiti. Hvala vsem tem ženam, ženskam, protifašistične zveze Slovenije, Primorske in vsem, ki so se borile za vrednoto narodno-osvobodilne borbe. Naš velik poklon, pogumne in hrabre Primorke. Hvala vam! Smrt fašizmu! In naj bo za vse te naše hrabre Primorke, sem deklica mlada vesela. Sem deklica mlada vesela, sem pravo slovensko dete. Dotaknilo se nas je tvoje sporočilo. Mislim, da je tle marsikomu zasozilo oko, meni tudi, tebi tudi. Županu tudi sem videla. Je hraber, zdržati hraber. Srčna hvala tebi, tvojim pevkam, Miranu, Markotu, Igorju. Tim bi rada povabila gor še na zbor. Sem pa jaz dolžna še en pozdrav. Pa bom zdaj to svojo dolžnost opravila in sicer bi rada med nami pozdravila tudi Tatjano Štukar, hči Angelce Ocepek, ki je imela takrat glaven govor na konferenci v Šťaku. Povem vam pa še, da je imela Zora Rupina Katja, ki je organizirala takratno konferenco, da je ona teta od naše slavnostne govornice, dr. Vere Klopčič. In takole smo z Angelco Ocepek, oziroma z njeno hčerjo, z nečakinjo Zore Rupina Katja in pa z našo Lidijo Hrib simbolno stopili nazaj 80 let in se jih spomnili. Zdaj bomo pa zapeli še eno skupaj. Eno, ki so jo peli tudi takrat. Vsi jo znate, pojte zraven. Hej, brigade!
priložnosti bi se rada še enkrat zahvalila vsem govornikom, zlasti dr. Veri Klopčič, ter vsem nastopajočim. Posebna zahvala gre našim praporščakom in vsem prisotnim veteranskim in domoljubnim organizacijam. V tem trenutku imam še eno presenečenje in sicer bi rada povabila na oder predstavnika Zveze borcev iz Maribora, gospoda Jožeta Brznjaka in Nevo Filipčič, predsednico Društva Dobrnič Štjak oziroma Podružniče Štjak. Gospod Jože je prišel oddaleč iz Maribora, da nas malo počasti in nam podari en poklon. Prav prisrčen dober dan. Združenje borcev za Roke Maribor in pododbor Dobrniča, ki dela v naši sestavi, seveda bomo pa še včeraj nas danes povabili za vašo knjižnico pododbora Dobrnič, vam poklanjamo tole knjigo in vas seveda vabimo v prvi priložnosti na obisk v Maribor, enako prijazno bomo sprejeli, ko se razvi vas. Hvala lepa in čestitam. Zdaj sem pa nekako izvana in moram povedati par besed tudi jaz. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste danes prišli, Mariborčanom, nekaterim predstavnikom iz primorskih, malo bolj oddaljenih krajev in ob tem moram povedati tudi naslednje, da če je bil nek izrek izrečen v Dobrniču in sicer, da se narodu, ki ima take ženske, ni bati prihodnosti, jaz moram tle res reči, ker danes sem bila malo v ozadju, sem prepustila drugim in se mi zdi, da smo doživeli eno zelo lepo proslavo, ki je bila vsebinsko ne, ki je bila oblikovno mogoče nekoliko drugačna, kot smo jih do zdaj vajeni. Zato bi tle rekla, da, ker sem bila tudi parkrat omenjena kot vodja podružnice Štjak in kot podpredsednica Društva Dobrnič in kot predsednica Društva upokojencev, moram reči, da predsednikom in podpredsednikom, ki imamo take ekipe, kot se je danes izkazala v Štjaku, se res ni bati za prihodnost, tako da se bomo sigurno drugo leto videli spet. Hvala. Vabim vas, spoštovano občinstvo, da se po koncu prireditve še malo zadržite pri nas in poskusite ene dobrote, za katere so poskrbeli naši gostitelji iz krajevne skupnosti Štjak. Pejte postopoma dol, spodaj je jedilnica, prosto je malo omejen, ker je bila to šolska jedilnica, malo še tle poklepetajte, pa pejte dol. Hvala vsem, tudi ki ste okrasili dvorano v duhu konference, ki se je tukaj odvijala pred 80 leti, ko ste videli, smo se po domače, ampak iz srca. No, zdaj, tako kot velja za vse primorske proslave v spomin na čase upora in boja, tako bo pa tudi danes. Zaključno besedo predajam glasbenikom in pevcem o primorski himni Vstajenje Primorske. Hvala vsem za udeležbo in se vidimo prihodnje leto. Pojte zdravo. Nekdaj s bolestjo smo v sebe zaprli, svoje ponižanje, svoje gonje. Naše ranja na ustih zatrli, pa zakopali globoko v srce. To
Spoštovani, najavljam odhod Krapoščakov in vas vabim, da jim zaploskamo v zahvalo za njihovo prisotnost in skrb v ohranjanje borčevskih prihodnih praporov. Iskrena hvala Markotu za ozvočenje in pomoč z mikrofoni in pa hvala za današnje snemanje. Hvala vsem, da ste prišli, se vidimo naslednje leto. Smrt fašizmu!